Ja, dober dan. Dober večer. Dober večer. Znanem. Ja? Kršite odlok vlade. S čim? Kako ga kršim? Dajte se mi najprej prosim predstaviti. Zoper vas bo. Dajte se mi prosim predstaviti najprej. Sicer dobite plačilni nalog. Dajte se mi prosim predstaviti najprej. Imate tlele številko. Ja, ampak a to veste, da morate imeti tudi ime pa priimek, razen če smatrate, da je ogrožena vaša varnost. A smatrate, da je ogrožena vaša varnost tukaj na tem shodu? Po zakonu, ker ga tudi vi dobro poznate, Ja? veste, da je dovolj tudi številka, lahko tudi ime povem. Dajte, no, prosim. Podržaj se piše. Podržaj. V redu? Dajte mi povedati, kaj, nisem vas, kaj sem prekršil, prosim, morate mi povedati, kater člen sem kršil? Kater člen sem kršil? Kjer odlok vlade? A mi lahko poveste, kjer odlok vlade sem kršil? A mi lahko, prosim, morate me seznaniti s tem, kakšen prekršek sem naredil, kater odlok vlade sem kršil? Ukolikor mi ne poveste, kater... Poslušam. Ste na prepovedanem z javnem zbiranju. Kakšno zbiranje? Kakšno zbiranje? Dajte mi prosim, morate mi povedati, kateri člen sem prekršil. To je del postopka, da mi poveste, kateri člen sem prekršil. Ukolikor tega ne storite, niste speljali postopka tako, kot je treba. Se opravičujem, ampak morate mi povedati, kateri člen odloka sem prekršil. A mi je kdo drug, mogoče pa kdo od vaših kolegov mi je sposoben povedati, kater člen sem prekršil. S tem, da se tukaj sprehajam. Dajte, seznanjeni ste bil. Nisem bil seznanjen z ničemer, če mi boste poslali kazen, se bom na njo absolutno pritožil. Ne vem česa, ne vem kaj sem. Ne bo vas pa dvakrat, srečno lahko. Ne vem kaj sem prekršil. Imam posnetek, da ne vem točno, niste mi povedali, kater člen sem prekršil, s čim sem ga prekršil. Sprehajam se po Trgu Republike. Sprehajam se po Trgu Republike. Sam ne bližam se nikomur, masko imam na obrazu, kako sem se zbiral kjerkoli. A mi lahko prosim razložite, zakaj se ne zbirajo ljudje na Prešernovem trgu, zakaj se ne zbirajo na Kongresnem trgu, zakaj je prepovedano zbiranje samo na Trgu Republike. A mi lahko to razložite? Odgovor je tišina. Vnaprej še enkrat poudarjam, za vse kazni, za kakršnokoli kazen, ki bo danes prišla, se bomo pritožili in bo šla stvar do Ustavnega sodišča, če bo treba. To je popolnoma jasno politično motivirana represija. Pa prosim, da vzdržujete varnostno razdaljo tam s tem človekom, če on ni zaposlen kot tajni sodelavec policije, dajte vzdrževati varnostno razdaljo. S tem kršite odloke, ki ste jih malo prej niste znali niti citirati. Prosim, da vzdržujete varnostno razdaljo. To je ta dvoličnost, o kateri govorimo. To je zato nimajo državljani in državljanke nobenega spoštovanja do ukrepov. Zato, ker veljajo dvojna pravila. Ena pravila so za policijo, za ministre, druga pravila so za navadne državljane in najstrožja pravila so za ljudi, ki poskušajo uveljavljati svoje ustavno zagotovljene pravice. In to je sramota. In sram vas je lahko, da to počnete. To je, to.